V tem video posnetku pa povedal malo več, kaj se dogaja v mojem osebnem življenju. Veliko vidimo enih dobrih, uspešnih slik na socialnih omrežjih, posnetkov. Jaz bom pa zdaj eden izmed tistih, ki bo povedal tudi tiste malo manj lepe ali pa malo grde stvari. Evo, še zadnji video, prelomnica 3/3, pa smo prišli do zadnjega, ne. Zdaj, vse te tri prelomnice, vsi te trije videoposnetki so malo med sabo povezani. Tako da celo zgodbo lahko razumeš ali pa sestaviš, če si res vse tri pogledaš. Obdobje, ne vem, 5-6 let, včasih še celo malo za nazaj, kaj pogledamo pa kaj povem. In vse to skupaj strniti, zdaj tako v kratkem času pa delati povzetke je kar težko. Zato sem tudi te stvari razdelil na te tri segmente, ne. V tem videoposnetku pa povedal malo več, kaj se dogaja v mojem osebnem življenju, kaj se dogaja, zakaj je prišlo do zaostankov vseh teh montaž, zakaj sem padel iz forme, kaj me je vrglo iz tira. Veliko vidimo enih dobrih, uspešnih slik na socialnih omrežjih, posnetkov, vse super, vse fajn, vse se blešči, vse popolno. Jaz bom pa zdaj eden izmed tistih, ki bo povedal tudi tiste malo manj lepe ali pa malo grde stvari, ki so se dogajale v ozadju. Eni se tega sramujejo, eni se malo včasih norčujejo iz tega, ampak v končni fazi saj to je življenje, ne. Niso samo plusi pa samo vzponi, ne. Tako da so tudi padci in tudi kar nekaj teh je bilo. Največji problem se mi je zdel, ko je bilo en skupek problemov, ne. Če imaš ti en problemček za rešiti ali pa 2, 3, ajde, furaš, ne. Ke imaš pa ti malo več problemov hkrati, pa so še malo med sabo prepleteni. Neke odločitve, ki sem jih sprejel, neke, ki so bile malo mogoče napačne. Dajmo kar začeti, ne bom preveč filozofiral, ne. V prelomnici 1/3 sem rekel, da se je vse začelo v Dominikanski republiki. Gremo tukaj naprej, oziroma ne, pojdimo še majčkeno nazaj, da bo vse skupaj malo bolj logično pa malo bolj povezljivo. Ko sem končal študij, magisterij, sem naredil videoposnetek moje magistrske naloge in to je bilo koncept zložljive mobilne hiše. Zdaj, ta videoposnetek sem velikokrat poslal zraven življenjepisa, ne. Se pravi, ko sem pošiljal prošnje za službo. Službo sem dobil v podjetju, ki izdeluje bivalne kontejnerje. Zdaj, sebe sem sicer bolj videl v kakem tehničnem oddelku, ampak okej, tudi komerciala pa vodenje projektov mi je bilo kar zanimivo. Ker tu sem se zelo veliko naučil. Komunicirati sem mogel s slovenskimi strankami, s tujimi strankami, z ostalimi oddelki v firmi. V bistvu sem sodeloval vse, od začetka ponudbe pa kaj do zaključka projekta. Zdaj, žal se je pol v zadnjem letu izkazalo kar veliko enih problemov pa raznih situacij, nerešenih zadev. In nekako sem videl, da dolgoročno tole ne bo pilo vode. Malo sem dal na tehtnico, malo sem pretehtal pluse, minuse, mislim, da je bilo 17 minusov pa 5 plusov, nekaj takega. In pol po 2 letih se mi je iztekla pogodba in zgodba se je tule končala. In pol sem dobil upanje, da bi pa mogoče delal v športnih vodah. Bil sem že trener športne gimnastike, imel sem že to licenco, pa tudi pomagal sem pri treningih kickboksa. Bil sem tudi sodnik pri karateju. Upal sem, da si bi tule mogoče mi odprla kaka nova možnost, ne. Zdaj, najprej sem se mogel spraviti v formo. 2 leti pisarniškega dela je pustilo nekaj posledic, ne.
Tudi delo na projektih in veliko nadur ni glih pretirano dobro vplivalo na mene in na mojo formo, no. Imel sem prekomerno težo, pa tudi občutek za gimnastiko sem kar precej izgubil. Začel sem postopoma, tek, kolesarjenje, plavanje, fitness, insanity workout, gimnastika, kickboks, boks in počasi sem se spravil nazaj v formo. Po pol leta sem dosegel kar precej dobre rezultate in pol sem se odločil, da bom naredil testiranje, mojega športnega kartončka, ki sem ga izdelal v projektu 365. Zdaj, kaj točno je ta kartonček, kaj vsebuje, kaj zajema, bom to še vse razložil kdaj kasneje v kakem drugem videoposnetku. Dajmo zdaj ostati zaenkrat samo pri tem, da sem hotel narediti to testiranje, ja. To je to. Rezultati na tem kartončku so bili presenetljivo dobri, ampak na žalost sem naredil samo en majhen del tega testiranja. Zakaj? Zdaj, ravno v tem času tega testiranja kartončka smo imeli en športni dan, smo se med sabo dogovorili, v bistvu sem bil celo jaz eden izmed glavnih pobudnikov, in sicer, da bi v Ljubljani skakali v reko iz mosta z gimnastičnimi obroči. Čisto preprosto, stojiš na eni strani, na drugi strani so obroči, gimnastični obroči pripeti na konstrukcijo mosta, stegneš roke, skočiš nazaj, narediš nihaj, spustiš obroče in skočiš v vodo. Če ti je prehuda višina, narediš več nihajev, izgubiš višino in pač pol skočiš v vodo. Saj je samo voda, saj nima kaj biti, ne. Mislim, vsaj tako sem jaz mislil, ne. Takrat sem glih začel dobro nazaj trenirati gimnastiko, salte in tudi dvojna salta mi je načeloma kar šla, no. In potem pride na vrsto tisti klasičen tradicionalni zadnji skok, ne, enega še grem. Vrš! Ajde. Ravno si minuto, ko smo ga. Malo sem že bil utrujen, pa na vrhu, ko sem se naštimaval na tisti deski, sem bil živčen, pa ne vem zakaj. Malo enega straha sem čutil, malo sem že bil utrujen, ampak vseeno, saj nima kaj biti, voda, skočiš not, to je to. Napnem obroče, spustim, naredim nihaj in pol me je samo naenkrat speklo noter v rami. Probal ta nihaj umiriti, se spustim, skočim v reko, pol sem ven prišel iz vode, smo imeli malo ene analize, malo so me pregledali, kaj bi lahko bilo, malo sem se probal raztegniti, premikati ramo. Moram reči, da je kar precej bolelo, pa slabo je kazalo. Vem, da tudi pasa si nisem mogel z levo roko v avtu vzeti, da bi se privezal, pa tudi vrate na avtu sem ne z levo roko, ampak z desno roko zaprl, tako da je bilo kar kritično. Zdaj, odpravil sem se na urgenco v Ljubljano, tam sem čakal itak 5-6 ur, ker nisem bil življenjsko ogrožen. In pol pride ena mlada frajla in mi reče, povem, kaj je bilo, me pregleda in pol reče, da naj vzamem kak lekadol pa malo počivam, ne. Tako da vprašal sem jo, zakaj ni uporabljal ultrazvoka, ker sem videl, da ga tam ima. Ultrazvoka ne uporabljamo za take zadeve in sem bil tako, zakva ga pol imate, zato da se prah gor nabira, ampak pustimo. No, in pol sem se čim hitreje samoplačniško, da sem ja bil čim prej na vrsti, naročil na pregled pri specialistu, bolnišnica Valdoltra, tam so prav specialisti za rame. Tega zdravnika moram pa pohvaliti, ne bom zdaj imena govoril, ampak zelo v redu, korektno je pogledal in ugotovili smo, da je bil natrgan teres major. Teres major je mišica med ramo in hrbtom. Tudi takrat vem, da sem si želel iti še na ene druge športne aktivnosti. V glavnem, bil sem na enem športnem dogodku tudi v Velenju, upal sem, da bom lahko skakal. Ni šans. Preveč je bolela rama, roko sem lahko imel samo ob telesu, majčkeno sem lahko premikal. To je pa tudi vse. Zdaj seveda se je testiranje mojega športnega kartončka tukaj zaključilo, glede na to, da nisem mogel z roko nič kaj več delati, ne. Bi bilo brez veze testirati še vse ostale vaje, ker bi pa rezultati bili, enih vaj sploh ne bi mogel izvajati, tako da je bilo čisto brez veze. Tako da testiranje se je pol prestavilo za neki nedoločen čas. Zdaj, spet, seveda sem bil malo razočaran nad vsem skupaj, ne, če se mi je to že moglo zgoditi, ko bi se vsaj zgodilo po tem končanem testiranju, ne. Ne, to se je moglo glih zdaj na začetku oziroma vmes, ne. Potem sem pa začel delati vaje za rehabilitacijo rame, to je trajalo par mesecev. Bil sem spet naročen na pregled, ta isti zdravnik me je pogledal,
Debata je bila o operaciji, posvetoval se z ostalimi kolegi, in iskreno, zelo mi je všeč, ker je iskreno povedal, da takega primera še ni imel, da še tega ni operiral in da ne ve, kako bo, da bi lahko bilo bistveno slabše ali pa boljše. Na srečo sem jaz uspel to stvar tako dobro rehabilitirati, da je rekel, da dajmo še počakati 3 mesece, pa naj z rehabilitacijo nadaljujem in bomo pol videli, kaj se bo zgodilo. Jaz sem sam doma si malo na internetu pogledal, malo sem šel do fizioterapevtke, da mi je pokazala, katere vaje naj delam, in sem dejansko čisto vsak dan, brez izjeme, delal te vaje. Po pol leta se je stvar, ne bom rekel, ni bila dobra, ampak bila je pa precej boljša. Ko me je vprašal pa testiral moje pač premikanje rok naprej, nazaj, vstran, gor, dol, vse možne variante, je rekel, da je to, da načeloma on ne vidi smisla operacije. Jaz sem mu pol pojamral, da še zgibov ne morem delati, pa deadlifta, pa se mi je sam nasmejal, je rekel, tako ko si bil, je rekel, si tole za 90% zrihtal, tako da smo pol se odločili, da bomo tudi s tem nadaljevali in stvar se je pol nekako počasi spravljala skupaj, ampak res počasi. In potem se pojavi reklama za Exatlon. Delovalo mi je tako precej domače, izzivalno, glede na to, da sem bil v gimnastiki, da sem včasih rad imel freerunning, parkour, se mi je zdelo kar nekaj podobnih stvari tukaj in sem se odločil prijaviti. Zdaj po večjih razgovorih, zdravniških pregledih, spoznavnih popoldnevih, intervjujih, poskusnem poligonu, ki smo ga imeli, smo imeli tisto zadnjo soočenje, ker da smo politiki, a veš. Tisti zadnji, kako bi temu rekel, no, zadnji krog izbora, finalni izbor, in jaz sem bil nekako sprejet v drugo ekipo, se pravi v ekipo rezerv. Okej, rekel sem, super, probal sem, to je to. No, pa sem pa nekako v zadnjem momentu prejel klic, da nekdo iz prve ekipe ni mogel iti, iz prve skupine, in so vprašali, če bi jaz šel. Seveda sem potrdil in pol sem bil takoj v tisti glavni finalni ekipi. Zdaj, do odhoda v Dominikansko republiko sem probal ramo rehabilitirati, koliko je le šlo. Tudi rekli so mi, da nekih zgibov ne bom rabil tam delati, da največ, kar bo, je neko visenje, se pravi, da se primeš pa visiš. Tudi to sem doma malo probal, da ne bi bilo pol kakih neljubih presenečenj tam. Zdaj v Dominikanski republiki na poligonih je šlo vse super, nekih težav z ramo nisem imel. So bili pa problemi meti. Meti, ki jih nikakor nisem mogel naštudirati, bolj ko sem jih treniral pa probal naštudirati, bolj je šlo vse mimo, ne. Zdaj, cela ta analiza, kaj, kako, zakaj je šlo mimo, je bila narejena v Divjak 365, 10. aktivnost. Če te slučajno zanima, si jo lahko pogledaš. Zdaj, ko sem izpadel iz Exatlona, sem mogel tam ostati v Dominikanski republiki še en teden, brez telefona. No, in tam se je tudi rodila ta ideja, Divjak 365, to je bilo povedano v prelomnici 1/3. Zdaj, tam sem popisal kar precej listov, naredil sem kar veliko enih analiz, vse ideje, ki sem imel, kako bi lahko športom si služil denar, osebno trenerstvo, to trenerstvo, ta storitev, ona storitev, vse ideje, ki sem jih imel v glavi, sem jih dal ven. Treba je tudi to povedati, da ko sem se vrnil nazaj v Slovenijo, moje finančno stanje ni bilo najbolj rožnato. Veliko ljudi je mislilo, da tam ful obogatiš pa zaslužiš, ampak treba je pa vedeti tudi, da je bilo kar precej enih stroškov, preden se je šlo tja. A veš, vse te zadeve, ki so bili, ti intervjuji v Ljubljani, druženje v Ljubljani, zdravniški pregledi, testni poligoni, to se je bilo treba vse voziti v Ljubljano. Tudi, ne vem, športni dodatki za trenirati, ne vem, oblačila, vse te pripomočke, ki sem takrat kupil si za treninge, nič ni šlo na ljubezen, veš, ali pa na lep pogled, ali pa na hvala lepa, pa na prosim, ne, tako da. In potem, ko sem se vrnil v Slovenijo, sem se še, neke stvari sem malo poskušal, pa malo sem se pogovarjal z ostalimi športniki, s trenerji, športnim psihologom, in nekako sem prišel do ugotovitve, da si bom težko služil kruh s športom. Na srečo sem kar hitro dobil službo na Slovenskih železnicah. Je bila to itak moja smer, ker sem hodil v srednjo prometno šolo in pa kasneje tudi na prometni faks. Zdaj problem je bil ta, da smo izobraževanje zato imeli v Postojni, ker so v Ljubljani prenavljali prostore.
In moram reči, da se je bilo kar daleč za voz, no. Zdaj seveda spet potne stroške sem imel plačane glede na karto javnega prevoza. Javni prevoz je imel kar slabe povezave in pa zveze, tako da je bil v bistvu vsak dan zamujeno predavanje. Zato sem se pol nekako odločil, da sem kar tam v hostlu v bistvu prespal, no. Hočem povedati, da finančno stanje zdaj je bilo še manj rožnato. Je bil še en malo večji minus. Glih v tem času se je pojavila še ena nova težava. In sicer, lahko si pogledaš Divjak 365, 16. aktivnost. Je bilo pa za novo leto, ko sem naredil 2022 burpeejev oziroma vojaških sklec. Od tistega dne naprej sem imel ene težave. Nekaj dni kasneje se mi je pojavil en tak tujek na kolenu, ki je bil kar v bistvu čezdalje večji in trši. Tudi karkoli stisniti ali pa karkoli ga ni bilo možno in zato sem šel do zdravnika. Potreben je bil en manjši kirurški poseg. Seveda sem pol takoj dobil antibiotike, da ne bi prišlo do kake zastrupitve. Zdaj malo sem se vprašal, od kje je to prišlo, in ta majhna ranca je v bistvu nastala takrat v fitnessu na tatamiju, ko sem izvajal ta izziv. Treba je vedeti, da tisti tatami glih ni najbolj čist, pa ni najbolj redno očiščen, pa tudi eni po njem hodijo kar obuti, ne, tako da bom rekel tako, ne bom rekel, da je v tem, ampak obstaja možnost, da bi bilo v tem. Zdaj čez 2-3 tedne se je zgodba ponovila. Takrat na Meči, spet, ista zgodba. Kirurški poseg, antibiotik. In pol čez 2-3 tedne spet, na hrbtu. Še celo vmes se je to enkrat zgodilo, ko sem imel v Postojni to šolo, to izobraževanje. Takrat sem bil pol napoten v Izolo, sem dol šel, da so mi prerezali pa sčistili. Spet antibiotik. Sem imel rezerviran vikend, se pravi Barada kamp na Rogli. Namesto da bi šel gor, sem šel lepo v kirurško ambulanto v Celje, takrat spet prerezali, sčistili, šive sem nadubil in hvala lepa, ne. Vmes smo se trudili odkriti, zakaj do tega prihaja, kaj je bil razlog. Ni uspelo ne osebnemu zdravniku, ne dermatologinji. Se spomniš, ko sem prej rekel, da finančno stanje ni bilo najbolj rožnato? No, zdaj je bilo še manj. Pri tem analiziranju, kaj kje bi lahko bilo, mi je že počasi začelo zmanjkovati idej. In pol je, ne vem od kje, je prišla ideja za infekcijski oddelek. In pol sem šel na infekcijski oddelek v Ljubljano in tam smo pa ugotovili, kaj je bilo. Resistentni stafilokok. Resistentni pomeni beseda, da je odporen na penicilin, se pravi na antibiotik. In zato tudi vsi tisti antibiotiki, ki sem jih prej dobival, veš, kaj sem ti rekel, niso imeli učinka, ker ta je bil resistenten. Katero srečo imam jaz, shit. Upam, da bo še kje drugje tako fajn poratalo. Zdaj, od kje je ta resistentni stafilokok prišel, še danes nimam odgovora. Sta pa samo dve možnosti. Ena varianta je, kot sem prej rekel, v fitnessu na tistem tatamiju, druga varianta pa je, da sem ga prinesel iz Dominikanske republike. Namreč tudi tam so imeli nekateri te težave, pa tudi spomnim se enega jutra, ko sem se zbudil cel popikan, cel kup nekih takih mozolčkov sem imel in ti so baje, reče se sandbug tistem in ta sandbug prenaša nosijo to stvar, no. Po več kot pol leta spopadanja s temi problemi sem pol na srečo dobil ustrezen antibiotik, dobil sem tudi eno posebno milo in tak šampon in mazilo, tako da sem dejansko pol lahko uničil to bakterijo, tako na koži, na telesu, kot tudi v krvnem obtoku, ker glih to je bil problem, da se je ta stvar znova in znova pojavljala, ker je v bistvu krožila moja kri po telesu in zaradi tega se je pol to vedno mogoče na drugem mestu pojavilo. Zdaj, samo enkrat lahko ugibaš, kaj se je zgodilo z mojo formo v tem času. Ja, padla je in to precej. Kljub temu, da sem se cel čas trudil biti čim bolj aktiven, ni šlo. Zdaj, te rane so izgledale tako, kot da bi me nekdo, ne vem, ustrelil. Kar luknja je bila, veš. Tako dejansko luknja v telesu, pa ne pretiravam. Zdaj, kljub temu, da sem imel jaz ta vložek, povoj, jod, vse na rani v telesu, parkrat sem pa rekel, dej, bom jaz v easy kak trening naredil, ne. In sem probal z rahlim tekom, prav spomnim se, ko sem imel v hrbtu to. Na vsakem koraku, kot da bi me nekdo z nožem pikal noter v hrbet. Enostavno nisem mogel trenirati, no. Na srečo je bilo tako, da sem ta izpit za službo uspešno opravil. Po nekaj mesecih sem se tudi navadil tega dela. Stafilokok je bil uničen in odstranjen.
finančno stanje se je pa tudi počasi začelo izboljševati. Žal sem bil zdaj zaradi vsega tega precej v zamudi z montažami posnetkov. Trudil sem se zmontirati vse, oziroma čim več, ampak prioriteto sem dal, ne vem, moji formi, moji kondiciji pa mojemu počutju. Ampak okej, forma se je počasi začela vračati in izboljševati. Zdaj, v tem obdobju se je zgodila še ena zanimivost. Jaz sem to poimenoval kar sevniška drama. Za tiste, ki ne veste, jaz prihajam iz Sevnice, ker je bilo tukaj enih zapletov, prepletov, tukaj enih zgodbic, da po moje je bilo lahko eno nadaljevanko posnelo, no, in to tako z več sezon, ne. Zdaj res ne bom šel preveč v detajle. Jaz bom povedal samo v grobem, pa tisto malenkost, ki je mene najbolj tule, bom rekel, zabolela, no, ali pa kaj sem se iz tega naučil. Zdaj, tudi da razumeš vse skupaj, moram majčkeno nazaj povedati. Po končani moji magistrski nalogi sem jaz v Mariboru naredil en piknik. Tam smo malo se družili, žurali, kakorkoli. Pa igrali smo odbojko. Tam imajo na Fontani v Mariboru imajo ena super odbojkarska igrišča. In kasneje pol je padla ideja, da bi s tem v Sevnici nadaljevali. Seveda je bila glavna ideja, dajmo se družiti, dajmo se imeti fajn, dajmo se rekreirati. Moj glavni namen tega je bil, da malo presekam vse moje treninge. Iskreno povedano, kar naprej, kickboks, boks, gimnastika, laufat, kolo, plavat, šponat, nikoli dosti, hitrej, močnej, kombinacije, povezuj, mehko gibanje, hitrej vrt, prej odpri, glava me je bolela. In moram reči, da mi je kdaj pa kdaj prav pasalo malo za presekati, iti na kako rundo odbojke, sploh poleti na mivko. Seveda so bili zraven povabljeni tudi drugi ljudje, prijatelji, ljudje tudi, ki jih nisem poznal. In tule so se pa pol pa počasi začeli problemi, ne. Na začetku je bilo vse v redu, super fajn, ne. Pol so pa nekateri kar počasi začeli malo pametovati, pa malo že kot neki kvazi trenerji biti, ne. Čeprav ni bil tule nikoli noben naprošen ali pa zadolžen ali pa plačan ali pa karkoli datala kakršnekoli nasvete, ne. Glede na to, da sem jaz trener, mislim, da to je bilo daleč stran od nekega dobrega inštruiranja, ne. To je bilo kar nekaj vse skupaj. Veliko je bilo pa enega vmes žaljenja, prerekanja, žaljenja ostalih, tudi žaljenja mene. In nekako sem ugotovil, da tole ne bo dobro, no. Ampak ja, v glavnem rekel sem, glej, ni to, brez veze, pustil, ne. Večkrat sem bil povabljen, no, tudi kasneje pa enkrat sem šel, pa sem videl, da se ni kaj dosti spremenilo, ne. Tudi moram reči, da sem bil po eksatlonu deležen nekih komentarjev, kritik, žalitev, kakorkoli. Nima veze, v glavnem. Skratka, sprejel sem odločitev, da tja ne pašem in da se tam ne vidim in da se tam ne počutim v redu in zakaj bi tja hodil, ker pač, tako kot sem rekel, meni je to bilo neke aktivnosti za presekati. Kasneje pol se je tule zgodilo še cel kup enih dramic, enih zgodbic, enih zapletov, prepletov. Seveda so bile tule zraven vmes pol še punce, ne. To je bilo še 100-krat slabi, ker so enim so hormoni pri 30-ih špilali, ke ne vem, tam, ke imam one 15-letnice, jih lažje obvladujem pa v red spravljam, pa jih je več, ne. Tule pa to je bil obup, ne. No, v glavnem pol videl sem, da tule zraven nimam jaz kaj iskati, da tule mi ni mesta. Zakaj zdaj to govorim? Je pa v bistvu zato, ker moram reči, da sem takrat bil pa precej razočaran nad določenimi ljudmi, za katere sem mislil, da smo prijatelji. In a veš, v vsem tem obdobju, ko sem imel vse te zadeve, o katerih sem zdaj govoril, vse te zaplete in te s tem izobraževanjem in športom in spodrsljaji in poškodbe, finančne težave, ta stafilokok. A veš, kdaj pa kdaj sem pa si želel koga za družbo, da bi se malo podružili, da bi malo skupaj pošportali, potrenirali. Tudi če jaz nisem mogel kaj veliko športati, pa da bi vsaj malo pomenili, pa mogoče bi mi kdo kak nasvet dal, kako idejo, kak iti čez kaj, mogoče kdo koga pozna, a veš, malo tako. In vse, kar sem takrat slišal, je bilo samo tako, ja, odbojka, pridi na odbojko. Kot da je samo tista odbojka bila in pol sem tudi rekel, da če pa ta odbojka več vredna kot naše prijateljstvo, pol je pa to prijateljstvo zelo šibko. In tudi takrat sem spoznal, da če sem jaz za nekoga pripravljen nekaj narediti,
ne morem isto pričakovati obratno, se pravi, da bo tista oseba to za mene naredila. Tako da to so bile kar dobre take lekcije. No. Mislim, težke, ampak dobre. No. En drug kolega mi je takrat dal en dober nasvet, je rekel, da ima njegova žena iste probleme, je rekel, da se mora naučiti spustiti ljudi za sabo. Se pravi, da jih spustim in jih pustim za sabo. Ne. Zdaj, takrat sem pa prišel tudi do enega spoznanja, sicer da imam jaz glih to šibko točko. Takrat sem se tudi spomnil, da sem v osnovni šoli imel malene krize, ko smo šli v srednjo šolo, ne, ko je šel vsak svojo pot. Isto se je zgodilo po srednji šoli, ko smo šli eni študirati v različne kraje, eni delati in je spet šel vsak svojo pot in po končani fakulteti smo pa spet šli vsak svojo pot. Ne, pa še iz Maribora sem pa šel, tako da je bilo kar... Moram reči, da takrat vem, da sem imel malene take manjše krize, no, ker ljudi, s katerimi sem sodeloval, pa se fajn imel, mi je težko bilo pol kar odrezati, no, ampak dejansko sem pa zdaj pač mogel to narediti in sem naredil. In vse rečeno je pa tudi bilo, ta prijatelj mi je lepo rekel, lej, sej, mogoče se pa kdaj kasneje pač kje druge spet nazaj ujameš, z njimi je rekel, ali pa boš pač spoznal spet nove ljudi, ne, tako da dejansko je imel prav, ne. Tudi ena stvar, ki sem se naučil, je tudi videl sem, da nekateri ljudje, ko jim neko stvar razlagaš, te sploh ne poslušajo. Ne? Ti jim razlagaš, ampak prav vidiš, da so z mislimi nekje drugje. Ne? Kar neki beži, kar neki bezla, kar neki, ali pa nekdo, ne vem, spomnim se enega primera, ko sem bil na enem obisku in je bilo tako, da sem neko stvar razlagal, na dolg in na širok sem probal razložiti, da bojo vsi razumeli, zdaj ona je vmes tam neki še otroke šlihtala, pa rihtala in pol me je čez 2 minute vprašala isto stvar, ki sem jo povedal že 3 stavke nazaj in sem bil tako, v redu je, bom že rešil, saj ni pomembno, veš, tako, pač, ker se mi je malo neumen zdel, tako da, pač, včasih je, res je težko najti kalibre pa profile, ki so, bom rekel, na tvojem nivoju, ali pa nivoju, da si na isti valovni, pa da ti res prisluhnejo, pa da se fajn poklopiš. Ampak ja, zdaj so se tudi te stvari mačken, bom rekel, spremenile, no, tudi te zgodbe tam in afere in dramice, ki so bile, ne vem, kaj se dogaja, niti me ne zanima, ker pač nisem tercijalka, ne, če veš, kaj je tercijalka. Tercijalka so tisti ljudje, ki se pretirano ukvarjajo z življenjem drugih, ne znajo pa, bom rekel, očistiti pred svojim pragom. Tako da, glih to se je zgodilo, kar mi je ta prijatelj rekel, no, z nekaterimi smo spet prišli nazaj na isto valovno, v isti krog. Ne. Tako da ja, zanimivo, kako se vse skupaj obrača in vrti. Ne. Odkje je vse to prišlo, ampak od tle naprej pol je šlo pa vse ko po maslu. Služba, ki sem jo delal, je bila super, lepo sem se jo navadil, bil sem navajen dela, te zdravstvene probleme, težave, ki sem imel, so bile odpravljene, finančno stanje se je začelo izboljševati, predelal sem te zadeve, ki so bile te sevniške dramice, forma se je začela vračati in naraščati, začel sem se tudi ukvarjati nazaj z meditacijo in stvari so šle sam še na boljše, ne. Nisem imel nekih pričakovanj glede rezultatov, sam sprostil sem se v živo in treniral, to je to. Najbrž je tudi zaradi tega pol vplival, da je dejansko vse šlo sam še na boljše, ne. Recimo padel je osebni rekord pri Murphu, pa pol en tek, ki ga jaz imam, Sevnica Radeče, rekord, pa triatlon sprint, pa triatlon olimpik, pol takrat sem še preplavil Bohinjsko jezero po dolžini. Pa še nov izziv je bil recimo 70 km teka, ker nisem dejansko nikoli kaj takega delal. A se spomniš 43. aktivnosti 70 km teka? Vredno ogleda, drugače pa hotel sem nekaj drugega povedati. In sicer na koncu tega izziva, tudi v posnetku sem pustil, je preteklo nekaj solzic. A se spomniš tega? Nekaj se divjak cmera tam, kva je to fora brez veze. No, zdaj veš zakaj, če vse to skupaj povežeš. A veš, vse te stvari do zdajle, ki sem ti jih povedal, vsi te problemi, ki so se kle nalagali skupaj eden na drugega. Potem sem bil pa res toliko srečen, sploh, ker sem postavil en nov mejnik, nekaj novega spet. In tistih 70 km je bila ena taka potrditev, en tak orng štempelj, da sem se premaknil naprej in da lahko napredujem naprej. No. In moram reči, da sem bil takrat res vesel, da sem sam sebi dokazal, da grem lahko naprej in da me vse to do zdaj v bistvu ni ustavilo. Potem sem se pa odločil za vojsko, za pogodbeno rezervo, za rezervista.
Zdaj, to ni bila neka odločitev, ki je bila sprejeta z danes na jutr, tako da sem že prej dlje časa o tem razmišljal, pa se tudi malo posvetoval z kolegom, ki je to že opravljal. Tukaj sem videl stvari, ki jih rad počnem, veš, gibanje, narava, spoznavanje novih stvari, novih ljudi, orožje in tako naprej. Pri vsem tem se mi je zdelo pa najbolj to, da si v bistvu še plačen za to, da to delaš pa usvojiš, ne. Zdaj, sicer na začetku je bilo nekaj malega težavic, ker sem mogel z mojim delodajalcem to seveda vse uskladiti pa se zmeniti, ampak na srečo so glih prišli novi sodelavci, tako da se je dalo pokriti urnik oziroma moj primanjkljaj, no. Zdaj to usposabljanje je trajalo 3 mesece, pri meni je bilo to razbito v 2 dela zaradi urnika. Moram reči, da je bilo zabavno, na trenutke je bilo pa tudi kar naporno. Žal pa mi je tukaj forma spet malo padla, malo zaradi drugačne vrste aktivnosti, predvsem pa bolj zaradi slabe prehrane. Kuharja sta žal zbolela oziroma eden je menda dal odpoved. Skratka, za večerjo smo imeli hladne obroke, to so bili predvsem neki sendviči pa bureki, ne, kar ni najboljša hrana za moje pojme. Pa še tu so bili oni neki čudni vnaprej pakirani, ne, z belim kruhom in tako naprej in tako nazaj. Ven iz vojašnice pa nismo smeli hoditi v času tega usposabljanja, ne, se pravi, da bi šli ven nekaj pojesti pa pol nazaj noter. Tako da je žal spet pol prišel do enega padca forme. V tem obdobju sem spoznal še eno punco in do takrat, ko sem najmanj pričakoval, slušalka mi na glavi, ne, ko sem šel na ferato, da bom ja imel svoj mir, ne. Takrat me je ona, tam me je malo zmotila, ne, mislim zmotila, tako v narekovajih. In pa pol gor na vrhu, v koči, ke ni bilo nobene mize freje, razen ta, kjer sem jaz sedel pa en kolega. No, pa smo se pa začeli malo pogovarjati pa družiti, pol sem jih še povabil na en športni dogodek. Tam smo se pol še malo bolj spoznali pa povezali, no in tam pol nekako se je začela ta najina zveza. Zdaj, prvi meseci so bili itak klasično res lepi, no. Najbolj mi je bilo všeč, da sem lahko bil jaz, ne, da se nisem rabil pretvarjati, da sem nekdo drug, ker na dolgi rok itak vemo, da ne moreš pač fejkati, tajiti, tak, ke si. Nekdo te sprejme, nekdo si takim všeč, nekomu pa pač nisi, ne. Nisem si pa mislil, da je ona v bistvu bila čisto drug človek, kakor je najprej kazala oziroma kakor sem najprej opazil. Žal je imela veliko nerazčiščenih stvari sama s sabo, tudi na trenutke je imela kar težko preteklost, no. Mislim, vem, pol, ke mi je razlagala zgodbe in pa situacije, ke so bile. In bolj, ke sem se trudil ji pomagati pa jo razumeti, slabše je bilo. Hočeš nočeš je to slabo vplivalo tudi na mene, padla je tudi vmes ideja, da bi šla do psihologa, ampak nekako ni prišlo do realizacije. Problem je, ke imaš ti nekoga rad, ke razumeš, da ni bilo enostavno, probaš razumeti, kaj se je zgodilo, kaj ta oseba občuti in hočeš pomagati, svetovati, karkoli, da bi šlo na boljše, ne, ampak če ta oseba noče tega narediti pa sprejeti, pol je to brez veze, no. Ke da bi brcal žogo v steno, ne. Pač ne moreš celo življenje nositi nekih travm iz preteklosti za sabo, ker enostavno ta, ne vem, rukzak, nahrbtnik rata pretežki. Moraš spustiti, da greš lahko naprej, ne. Ona pa to nekako ni bila sposobna narediti, pa ne samo sposobna, nisi niti želela, ni niti nič delala na tem. Tule sem bil tudi jaz, se mi zdi, kar velikokrat pol malo prikrajšan za marsikaj, ne. Pri enih stvareh si je malo metala pesek v oči, malo so se pometali problemi pod preprogo, ke je bilo pa tega enkrat enostavno preveč, je pa pač samo pač počne, ne. Oziroma se pač spotakneš pa padeš v tistih smeteh, ne. Pol proti koncu so se zgodile še ene še bolj zakomplicirane stvari, ke bi lahko drastično vplivale na mene in na njo in na najino prihodnost, no. Zdaj ne bom vseh teh stvari na dolgo in na široko razlagal, tudi mislim, da ne spadajo vse te stvari na splet. Zdaj tisti, ki me dosti dobro poznajo ali pa ki so želeli slišati zgodbo ali pa prisluhniti tej situaciji, zgodbi, sem jim povedal. Ostali pa pač lahko si vsak misli svojo zgodbo, no. Vseh detajlov ne bom razkrival. Verjemite pa tudi to, da nisem eden izmed tistih, ke jokca, ke ena stvar malo zagusti ali pa 2 ali pa 3, ali pa ke za ta prvi problem, ke pride, da to pa ne, ne. Trudil sem se, probal sem rešiti stvari, reševati, kar se je dalo, ampak pri enih stvareh,
človek zaletava v zid, se pač zaletava, ne moreš pomagati. Ne. Zdaj, glede na to, da sem pol na koncu imel en tak občutek, ko sem vse skupaj malo predelal, ke da mi je padel en veliki, težek kamen s prstnega koša dol, mislim, da je bila sprejeta prava odločitev, no, ker dolgoročno ne bi s tega ven nič dobrega prišlo. Zdaj, tukaj mi je edino spet malo škoda, ne, eni rečejo, da to ni problem, jaz to vidim kot neki problem, škoda mi je bilo spet enega leta, ne, se pravi, spet en let časa, energije, fokusa, nekega prilagajanja je šlo tule v zrak. Mogoče bi bilo boljše, če ta čas drugače unovčil ali pa izkoristil. Dobro, po drugi strani spet, saj so neke izkušnje, so neke zgodbe. Če črto na koncu potegnem, je bilo tudi kar nekaj lepih trenutkov, no, tako da bom probal tisto obdržati v spominu, no. Žal se mi je ponovno pripetila ena nova poškodba, in sicer natrgane mišice v goleni, oziroma v meči, po domače. Dobil sem bergle in kar nekaj časa nisem mogel normalno hoditi, biti aktiven. Zdaj, več o tem si lahko pogledaš Divjak 365, 51. aktivnost. V tem obdobju se je zdaj zgodilo še to, da sem na eno razpisano delovno mesto poslal prošnjo za napredovanje, se pravi v službi SŽ. Iskreno povedano, nisem imel nobenega upanja, ker sem na to delovno mesto že prej v času srednje šole pa študija pošiljal prošnje in ni bilo niti nobenega odziva. Ampak vseeno sem pa probal, no, brez kakršnihkoli pričakovanj. In glej ga zlomka, ne, je bilo uspešno. Ne vem, zakaj imam tak občutek, da ko si nekaj želiš, pa delaš na tem, pa malo forsiraš, kar nekako ne rata, kot je pa malo vseeno, pa ponovadi kar rata, ne. Isto je bilo na eksatloni, tisti meti, ne. Bolj, ko sem ciljal, bolj, ko sem hotel zadeti, bolj, ko sem forsiral, bolj ni šlo, ne. Ne, mogoče bi se mi mogli malo jebati, pa bi ratalo, ne, ne vem. No, v glavnem, vesel sem bil napredovanja, žal pa je šolanje trajalo 9 mesecev, kar pomeni, da sem se mogel voziti v Ljubljano. Spet, ne, imamo sedenje v učilnici, ne, po 6 do 8 ur, sedenje doma za zvezki, sedenje na vlaku, ko se voziš, čas za malico 30 minut, vemo, ne, trgovina, pekarna, nekaj na hiter. Gibanje spet dosti manj, ne, in spet lahko gibaš, kaj se je zgodilo z mojo formo, ne. Spet je padla, še bolj kot prej. Zdaj, izpite sem uspešno opravil, tako teoretične kot praktične. Žal sem bil pa dodeljen na postajo oziroma progo, ki mi ni najbolj pisana na kožo, no, iskreno povedano sem imel željo, da bi delal drugje. Problem je, ker moram zjutraj kar zgodaj vstati, ne, ko gremo dnevno, moram imeti budilko že ob 4 zjutraj. Pa tudi nočne so tukaj na tej progi neprekinjene, kar pomeni, da ponoči ni nič počitka. In moram reči, da kar opažam, da to slabo vpliva na moj bioritem. Tudi prehrana, ki jo analiziram zdaj v zadnjem času, je bistveno slabša, kadar grem v službo dnevno ali pa nočno. Bila je že dana prošnja za premestitev, tako da upam, da bo ta prošnja čim prej uslišana in da se vrnem tja v bistvu na tisto progo, kjer sem prej delal kot kretnik, no. Mogoče se mi kdaj v prihodnosti odprejo tudi kaka druga vrata, kaka nova vrata, ki jih zdajle v bistvu niti ne pričakujem. Bomo videli, pustimo se presenetiti, ne. Ampak zaenkrat se moram v formo spraviti in bi mi več pomenilo, da bi imel ponoči prekinitev. Drugače pa moram pa reči, zanimivo, ne, ker sem prej govoril o teh ljudeh, pa o prijateljstvih, ne, da sem tukaj v času šolanja spoznal kar nekaj novih ljudi, s katerimi se še danes družimo, pa ohranjamo stike. Vsake toliko se tudi dobimo, ne, možgemo kak bowling ali pa kaj podobnega. Zdaj moram reči, da je bilo kar nekaj vzponov in padcev, tako kot si v bistvu tudi čez ta videoposnetek lahko ugotovila. Vesel sem, da so se nekatere stvari končale. Če bi se še enkrat odločil, bi se najbrž odločil malo drugače, ne, ene zadeve bi malo drugače zapeljal. Vesel sem tudi za nekatere izkušnje, čeprav mi najprej za neke stvari ni bilo čisto vseeno, da mi je odprl oči, da se zavedam, da gre čas naprej. Spoznal sem, da moram včasih neki krog ljudi malo spustiti, zato da lahko spoznam nove.
Spoznal sem, da se pol z nekaterimi tistimi starejšimi še zmeram pol enkrat nekje spet srečaš, pa prideš skupaj, če ti je pač to namenjeno, ali pa če so neki isti podobni interesi, če ne, pač ne. Ena prijateljica mi je dobro rekla, je rekla: "Pa nisi smreka, da bi mogel stati skozi na enem mestu, ne." Premakni se naprej, če ti kaj ne paše, ne. Tako da dejansko je imela prav. Spoznal sem, da tudi če sem jaz dober za nekoga in sem se pripravljen nečemu odpovedati, odreči, se pogovoriti, pomagati rešiti neko težavo, karkoli, neki problem, ne morem isto pričakovati jaz od tiste osebe, ne. To je bila ena taka dobra lekcija. Zdaj finančno stanje, če je bilo prej slabo oziroma zelo, zelo slabo, je zdaj, lahko rečem, zelo, zelo dobro. Zdaj ravno tako sem tudi vesel, da se je tista zveza končala. Na dolgi rok bi bilo, tako kot sem rekel, samo še slabše. Tako da je v bistvu boljše, da greš včasih vsak svojo pot, no. Poznam kar nekaj primerov, ke so vztrajali na dolgi rok, ampak v bistvu te razžira navznoter. Če z nekom ne moreš stvari peljati, jih pač ne moreš peljati. Tako pač je. Zdaj, kar se službe tiče, moram reči, zaenkrat sem zadovoljen, sem vesel napredovanja. Tako kot sem rekel, sicer tukaj dolgoročno se ne vidim na tej postaji, progi. Bomo videli, kaj bo prihodnost prinesla, ne. Kar se tiče teh zdravstvenih zadev, težav, ke sem jih imel, so bile uspešno odpravljene, tako da nekih hujših zdravstvenih težav na srečo nimam. Zdaj, tudi to je včasih je bilo samoumevno, ne. Ke par bližnjih ljudi vidiš, čez kaj grejo, pa s čim so se mogli boriti ali pa se borijo, pol kasneje začneš to majčkeno bolj ceniti, no, tako da moram reči, da sem kar vesel, da je tako, kot je. Kar se poškodb tiče, ne, vsake toliko se mi pač mora kaj narediti, ne. V prihodnosti upam, da bo teh poškodb čim manj oziroma nič. Zdaj, edini večji problem, ki se je spet pojavil, je moja forma, ne, padec forme. Zdaj vse te zadeve, vse te težave, o katerih sem govoril v tem videoposnetku, fokus je bil zdaj čisto drugje, ne. Cel kup enega balansiranja, enega nihanja je bilo, in kar se tiče forme in zdravja in počutja in kariere, karierni uspehi, neuspehi, balansiranje med tem, a bi delal v športu ali ne, a se lahko s tistim živi ali ne, poškodbe, ta bolezenska stanja. Nič, zdaj bo treba spet pluniti v roke pa se lotiti nazaj, ne, se spraviti v formo. Zdaj, glede na to, da mi je to že parkrat ratalo, ne, upam, da mi bo še enkrat, oziroma sem potrudil, da bo še enkrat. Ampak iskreno povedano, ne da se mi več, no, mislim, ne da se mi več. Starejši, ke si, težje je, več imaš enih obveznosti, dela, skrbi, in da pol zaradi nekih brezveznih stvari kar padeš ven iz forme, manj treniraš, manj športaš, manj paziš na prehrano. Tudi včasih je pač, vedno bi se lahko znašel, ampak precej bi si otežil stvari. Problem je bil vedno, ker sem bil navajen malo bolj komforten, ne, se pravi, da sem si sproti naredil za jesti. Zdaj, tukaj je bilo pa pač tako, recimo, da si bil omejen s časom za hrano, nekih možnosti ni bilo, nekih zdravih obrokov ni bilo, neustrezna prehrana, veliko sedenja, prisilnega sedenja, ne, ker drugače jaz sem človek, ke se zelo rad giba, ampak enostavno se zdaj tukaj nisem mogel, ne, tako da problemček tudi je, da v določenih športih, ko jih nekaj časa ne treniraš, malo izgubiš feeling, ne, in pol kar traja nekaj časa, da se spraviš nazaj. Ampak okej, upam in verjamem, da se bom spravil v formo še enkrat, tako kot sem se že večkrat do zdaj. Na trenutke sem si naložil malo preveč stvari, ne, ker jih nekako nisem bil sposoben obvladovati. Naj si bo to služba tukaj na železnici, naj si bo to v vojski, naj si bo to kot trener v obeh klubih, se pravi za gimnastiko in za kickboks, boks. Naj si bo to tudi kot sodnik. Pol sem tudi malo na svojo formo pozabil. Snemanje, montaže videoposnetkov, izvajanje novih aktivnosti, moje osebne težave, ke sem jih imel, ke so bile zdaj tukaj predstavljene, treningi za sebe, poškodbe, vsega tega je bilo na trenutke enostavno preveč. Zdaj, generalno gledano, stvari so se premaknile na boljše. Res je tudi to, da imam zdajle za ene
pol leta dosti dela na sebi, na osnovni formi, kondiciji, pol bomo pa tudi videli, kam se bojo stvari naprej zapeljale. Zdaj mogoče bom tudi se kdaj zapeljal v Ljubljano, pa gor začel kakšne treninge obiskovati. Zdaj, kar se montaž tiče, ne, verjetno je zdaj postalo jasno, zakaj prihaja do vseh teh zamud. Ne rabim zdaj več veliko govoriti. Tudi verjetno je jasno, zakaj so bili nekateri posnetki za nekaj časa blokirani z glasbo, dokler pač nisem jaz ugovora poslal, pa dokler ugovor ni bil odobren. Še sreča, da se je vse to zgodilo, da sem videl, koliko šibki so te mediji in pa te spletne platforme, koliko hitro se lahko zgodi, da ti kanal blokirajo in pa vse te ure in ure in ure in ure in dnevi in tedni in mislim, da lahko rečem tudi že meseci, montaž in montiranja posnetkov grejo enostavno v nič, ne, tako da mogoče bi bilo res dobro, da bi fokus bil spet tam, kam ima za biti. Zdaj, da ne bo pomote, ne, to ne pomeni, da bom nehal izvajati projekt Divjak 365. Ta projekt bo šel naprej, ta projekt bo šel do konca, tako ali pa drugače, pika. To ni debata, ne. Debata je samo, kako bom jaz prikazoval te aktivnosti, ne. Se pravi, ali bom še naprej vztrajal, pa tako montiral, pa delal vse te zadeve, tako kot sem do zdaj, ali bom mogoče raje rekel, okej, to ni treba na tej platformi, ni treba, bom sam na hitro delal objave in to je to, ne. Edini pogoj je, da se ta zgodba zaključi, če se zgodi tista najhujša stvar, ne, oziroma ko se bo, ne. Upam pa, da bom prej končal to zgodbo. Pa tudi takrat obstaja še kdo, ki ima isti priimek, tako da mogoče bi pa nekdo drug nadaljeval pol to zgodbo, ne. To je pač tako, kot sem rekel, to je ena življenjska zgodba, ki jo hočem pustiti za sabo in jo bom speljal tako ali pa drugače, ne. Pa tudi, saj če sem čisto iskren, mi je fajn, pač saj uživam v tem, no. Je mogoče včasih takole vse to snemati pa montirati malo naporno, druge ta fajne stvari, ta sladke stvari pa zmeraj rad počnem. Zdaj, to so bili malenkost daljši videoposnetki, te 3 prelomnice, ampak verjamem, da so bile fejst strnjene vsebine to, ker to so bili povzetki zadnjih 5-6 let in tega je ogromno bilo. Res potrudil sem se, tudi prej sem si spisal vse v Wordu, da sem ja čim bolj strnil, da sem se že prej odločil, kako bom stvari prikazoval, glih zato, da bojo čim bolj jasno predstavljene. Tudi zato sem vsa ta poglavja razdrobil. Kdor želi tule najti kakšne koristne informacije, jih lahko najde. Če ne drugega, lahko primerja sam s sabo s kako prigodo tukaj noter. Ali pa ne nazadnje, samo vidiš pač, kaj se je vse dogajalo v mojem življenju, vidiš tudi, kaj se je dogajalo v ozadju. Najbrž se še komu kakšna taka podobna situacija, zgodba dogaja ali pa se mu je zgodila, tudi zdaj tudi vidiš v vseh tistih objavah, ne, kaj se dogaja malo v ozadju. Če se kdo želi pridružiti kakšni športni aktivnosti, welcome in the club. Zdaj, marsikdo je že imel kakšno idejo, ampak žal je mogla mogoče malo počakati ali pa še ni bila zrealizirana. Ali pa mogoče že obstajajo kje posnetki, ampak žal še vedno niso zmontirani. Upam, da bo enkrat to vse zrihtano, no, če ne prej, ko bom v penziji, a veš. Tako da, to je to. Hvala za pozornost, hvala za ogled. Čestitke, če si pogledala vse 3 posnetke, ker najbrž je to kar en tak celovečerni dokumentarni film, ne. Divjak 365, prvih 52 aktivnosti, zdaj pa nič, novim zmagam naproti, ne. To je to. Let's go! Moram reči, da sem kar ponosen. Kar dobro sem tole posnel. Čeprav ne vem še, kako izgleda, ker ni zmontiran, ampak po mojem bo dobro, no. Imam dober občutek. Imam občutek, da bo boljše, kakor je bilo prej.